Dober dan. Opoldanski odbojkarski obračun. Komentar 14. kroga prve odbojkarske lige. Kdo je blestel v zadnjem krogu Sportklub prve odbojkarske lige in prve B državne odbojkarske lige? Favoriti so potrdili svojo moč. ACH Volej Ljubljana, Alpa Cem Kanal in Calcit Volej s prepričljivimi zmagami že gledajo proti četrtfinalu. Statistika ponovno v komentarju na TV odbojki, prvič v interaktivnem prikazu. Kako so Ljubljančani dosegli kar 71% menjavo? Kaj je odločilo obračun med Črnučami in Šoštanj Topolšico? Vse o drami v B skupini, Špan Brezovica za vrhunsko predstavo in mladi upi Kočevja, ki še presenečajo. Vse to v interaktivnem videu komentarju z vsemi izidi in ključnimi statističnimi kazalci 14. kroga. Ne zamudite tudi naslednjih tekem prve lige v soboto 18. januarja, spremljajte kanal AFNA TV odbojka za več odbojkarskih užitkov. Gremo lepo po vrsti. Odbojkari so odigrali še zadnji 14. krog prve državne odbojkarske lige, tako v A kot v B skupini v prvem delu prvenstva. V Sportklub prvi odbojkarski ligi smo videli pričakovan razplet. Favorizirane ekipe, ki so gostile slabše uvrščene ekipe, so vse po vrsti potrdile kakovost in čisto vse zmagale že v 3 nizih. ACH Volej Ljubljana je tako že v petek odpihnil Merkur Triglav Kranj, ki letos pomlajeno zasedbo za razliko glede na lansko sezono Ljubljančanom preprosto ni konkurenčen. Morebiti smo si še največ obetali na srečanju med Kamničani in Novomeščani, a Calcit Volej je prav tako v 3 nizih gladko odpravil Krko. Panvita Pomgrad je imela v Kanalu nekaj malega priložnosti za osvojitev 3. niza, ko so Murskosobočani uspeli ujeti Alpa Cem Kanal, a so na koncu Kanalci ob bučnem navijanju svojih navijačev zmagali brez oddanega niza. Event Maribor je Fužinarju prav tako v 3 nizih prepustil le 43 točk. Že bežen pogled na statistične kazalce pokaže prevlado vseh domačih ekip. Najbolj očitno so prevladovali Ljubljančani v srečanju s Kranjčani, ki so uspeli dobiti le 6% točk na lasten servis in jim zato tudi 41% menjava oziroma točke po sprejemu servisa ni pomagala, saj so imeli Ljubljančani kar 71% menjavo. Podobno so prevladovali odbojkari Calcit Voleja in Alpa Cem Kanala. Kamničani so imeli celo 70% prvi napad po dobrem sprejemu servisa in celih 50% po slabem sprejemu. Skratka, razbili so krkaše, kot je povedal trener Kamničanov Gašper Ribič, na koncu so Kamničani pritiskali servisom od prve do zadnje točke in prisilili odbojkare Krke v le 14% uspešnih napadov po slabem sprejemu. Alpa Cem Kanal je sicer v 3. nizu dopustil odbojkarjem Panvite Pomgrad, da se približajo, potem ko je v igro vstopil mladi spremalec Nik Marič, a je bilo to vseeno premalo vsaj za osvojen niz. Mariborčani sicer niso statistično tako prevladovali kot prej navedene ekipe, a so to nadoknadili s kar 43% prvim napadom po slabem sprejemu. Tako da odbojkari Fužinarja Sime Talaravne niso imeli možnosti ne za morebiten niz, kaj šele kaj več, osvojili so namreč skupno le 43 točk. Prvo mesto na lestvici prvega dela so med odbojkarskimi aligaši osvojili odbojkari ACH Volej Ljubljane z le enim oddanim nizom. Ljubljančani so naporen ritem tako rekoč dveh teden tedensko niti malo ne pozna in v državnem prvenstvu meljejo vse pred sabo. Kanalci, odbojkari Alpa Cem Kanala so z zelo posrečeno zasedbo, okrepljeno z reprezentančnim podalcem Dejanom Vinčičem, drugi na lestvici. Zagotovo Kanalci pod vodstvom nekdanjega reprezentančnega blokerja Gregorja Jerončiča ciljajo na finale državnega prvenstva, a take cilje ima zagotovo še nekaj ekip, ki so trenutno za njimi na lestvici. Dvoboji v modri skupini bodo dali odgovor, kdo se bo s kom meril v četrtfinalu. Calcit Volej je po slabšem začetku sezone najbolj prepričljivo predstavo pokazal prav v zadnjem srečanju prvega dela s Krko in se prebil na zavidanja vredne 3. mesto na lestvici. Event Maribor je 4. in deluje, da so Mariborčani s tem in še posebej z uvrstitvijo v finale Pokala Slovenije več kot zadovoljni. Krka je nekoliko popustila v končnici prvega dela prvenstva, a 5. mesto je vsekakor dober uspeh. Kranjčani, Merkur Triglav Kranj so 6. Po odličnem začetku so pomlajeno zasedbo poškodbe precej oklestile, zato bodo Gorenjci verjetno tempirali formo za izločilna srečanja, v katerih so že znali zelo izkazati.
Zadnji 2 mesti po prvem delu prvenstva sta pripadli Panviti Pomgrad in odbojkarjem Fužinarja Simetal Ravne, ki bosta morala v srečanjih z Beligaši iskati uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva. Kot smo se zdaj verjetno že navadili, je bilo dogajanje v skupini B prve državne odbojkarske lige za odbojkarje bistveno bolj zanimivo. Največje presenečenje smo v živo spremljali na TV odbojki v srečanju med Črnučami, ki so gostile Šoštanj Topolšico. Trener Črnučanov Miha Kikelj se je odločil, da bo v tem srečanju priložnosti ponudil drugemu podalcu Valu Verbiču in drugemu korektorju 18-letnemu Nacetu Prevorčniku. Vse do končnice prvega niza je kazalo na več kot prepričljivo zmago Črnučanov, ki so v prvem nizu vodili tudi že z 9 točkami razlike, a odbojkarji Šoštanj Topolšice so si s potrpežljivo igro izborili izenačeno končnico prvega niza in potem prvi niz na razliko tudi dobili. Črnučani se očitno potem ne v drugem, ne v tretjem nizu niso več uspeli pobrati in spet najti svoj ritem igre, ki jih je krasil v zadnjih parih srečanjih. Ne glede na ta poraz so Črnučani osvojili drugo mesto v B skupini in bodo igrali za preboj v četrtfinale v zeleni skupini. Prvo mesto v prvi B državni ligi za odbojkarje so zelo prepričljivo, a vseeno kar nekoliko presenetljivo osvojili odbojkarji Špan Brezovice, ki so v zadnjem krogu v 3 nizih premagali SIP Šempeter. Z le enim porazom so Brezovčani napovedali boj za uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva v zeleni skupini, kamor so se sicer uvrstili tudi Šempetrčani. Novinci v B skupini prve lige odbojkarji Ljubljana Voleja so odigrali še eno srečanje v 5 nizih in premagali odbojkarje Kočevja, ki so kljub porazu osvojili 3. mesto in se bodo prav tako merili v zeleni skupini z Aligaši za uvrstitev v četrtfinale. Za novince v ligi je to izjemen uspeh. Atos Kostanjevica tudi v zadnjem krogu na domačem igrišču ni uspela vknjižiti zmage, sosedje iz Žužemberka, odbojkarji Keko opreme Žužemberk, so jih odpravili v 3 nizih. Če pogledamo še ključne statistične kazalce pri srečanjih med odbojkarskimi Beligaši. Statistika nam sicer ne pove, kaj so si mislili odbojkarji Črnuč, potem ko so vodili že za 9 točk v prvem nizu srečanja s Šoštanj Topolšico, a so ga potem vseeno izgubili in potem še naslednja 2 niza. Še najbolj izenačeni sta bili ekipi v prvem napadu po dobrem sprejemu s 43% za Šoštanj Topolšico proti 40% za Črnuče. Predvsem so odbojkarji Črnuč naredili premalo točk na lasten servis, dopustili so nasprotniku, da se razigra in potem je bilo odbojkarje Šoštanja Topolšice enostavno težko ustaviti. Špan Brezovica je proti SIP Šempetru dominirala v slogu Aligašev s 70% izkupičkom točk po lastnem sprejemu. Po sprejemu servisa, se pravičujem. Ljubljana Volej je še v eni drami pokazala, da je zasluženo v prvi ligi, a za stopničko višje bodo rabili več konstantnosti. Mladi odbojkarji Kočevja so jim parirali v vseh ključnih statističnih elementih, še največ težav so Kočevci imeli na menjavi in v prvem napadu po slabem sprejemu. Prve 4 uvrščene ekipe na lestvici prve B državne odbojkarske lige so Špan Brezovica, Črnuče, MOK Kočevje in SIP Šempeter, ki se bodo merile v zeleni skupini z Aligašema, Panvito Pomgrad in Fužinarjem Simetal Ravne za uvrstitev v že omenjeno četrtfinale državnega prvenstva. Zadnje 4 ekipe, Šoštanj Topolšica, Ljubljana Volej, Keko oprema Žužemberk in Atos Kostanjevica, se bodo merile v rdeči skupini za obstanek v B skupini prve lige za odbojkarje. Prva odbojkarska liga se nadaljuje v soboto 18. januarja v že omenjenih modri in zeleni ter rdeči skupini. Vabljeni, da se nam pridružite tako v živo kot na spletnih straneh odbojka.tv, kot seveda tudi na YouTube kanalu AFNA TV Odbojka. V produkciji odbojka.tv sem za vse odbojkarske navdušence in navdušenke video opoldanski obračun in komentar 14. kroga odbojkarske prve lige pripravil Marko Savič.